Gotovo, zdaj, ko so otroci žrtve kaznivih dejanj, takrat je potrebno, da jih država zaščiti, seveda s kazenskim pravom, in da preganja storilce teh kaznivih dejanj. To deluje odvračalno, da se to morda ne bo več dogajalo, in seveda, če ne drugega, da vsaj te, ki zlorabljajo, napadajo otroke, izoliramo iz družbe, da jih na ta način zaščitimo potencialne nove žrtve. Seveda na drugi strani so pa lahko tudi otroci storilci kaznivih dejanj, včasih zelo nasilnih, poznamo primer iz Srbije, pohoda strelskega na šoli. Takrat se mora pa država tudi vprašati, kaj zdaj narediti, ker ne moremo pa reči samo zato, ker je nekdo otrok, ne bomo z njim nič, bog je, nič se ne bo zdaj z njim zgodilo. Tudi v takem primeru država mora imeti tudi neke represivne ukrepe, da take, kako bi rekel, zelo problematične mladoletnike in otroke odstrani iz družbe oziroma vsaj uvede resocializacijske ukrepe, ki pa morajo temeljiti na prisilni ravni. Torej, to ne more biti nekaj, da starši v to privolijo ali se s tem strinjajo, ker dejstvo je, da starši so že propadli. Njihov otrok, ki je storil neko hudo kaznivo dejanje, ne govorimo seveda o bagatelnih tatvinah po trgovinah, pretepih v šolah, ki so lahko mogoče zelo zanemarljive, ampak govorimo o resnih hudih poškodbah, hudih napadih, posilstvih, pobojih in tako naprej, takrat pa mora država tukaj postopiti in nekaj narediti.